Na sredini sedi dr. Ana Cegol-Pradiš, docentka na oddelku za zgodovino Univerze v Ljubljani, ki je sodelovala v več raziskovalnih projektih, trenutno pa vodi projekt Materinstvo in reproduktivna politika v 19. in 20. stoletju. Pridobila je tudi podoktorsko štipendijo Marie Curie za projekt z naslovom Retro Child, ki ga bo izvajala na Univerzi v Kopenhagenu. Je avtorica več znanstvenih člankov in 2 monografij, nekoliko starejše Eugenika na slovenskem in pa novejše knjige Bela kuga, ki je pred vami, s podnaslovom Ilegalni abortusi in zmanjševanje rodnosti na slovenskem v obdobju med obema vojnama, ki je tudi pravzaprav povod za današnji pogovor. In tukaj zraven mene je pa doktorica Metka Mencin, docentka za socialno psihologijo, ki na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani raziskuje in predava o konstrukciji stigmatiziranih identitet in pa reprodukcijo glasnih razmerij v znanosti, psihologiji, izobraževanju, državnih politikah in vsakdanjem govoru. Je soavtorica več monografij, tudi številnih znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov. Bila je poslanka v prvem sklicu slovenskega parlamenta, že prej pa se je borila za pravice žensk, vključno z opisom 55. člena o svobodnem odločanju o rojstvu otrok v slovensko ustavo. Tako. Vprašanje pa bi začela pravzaprav, prvega bi naslovila kar na Gabrielo Simetinger, ker je žal tako, da je naše dojemanje spolnih in pa reproduktivnih pravic prevečkrat omejeno samo, ali pa se enači na umetno prekinitev nosečnosti, ravno zato, ker je vedno znova ta pravica pod vprašanjem. In tako da bi za začetek Gabriela te prosila, če sploh lahko pojasniš, kaj vse v resnici zajema ta pojma seksualnih pravic ali spolnih pravic in pa reproduktivnih pravic. Dobro večer, tako pozdravljen, vsi prisotni. Jaz v bistvu kar predstavljam, ki bi imela sezorice, da imam možnost predstaviti deklaracijo o spolnih pravicah Svetovnega združenja za spolno zdravje, ki pa zaenkrat še ni bila sprejeta v Svetovni zdravstveni organizaciji. Zakaj? Zato, ker vse države je preprosto ne zmorejo sprejemati, zato, ker še vedno vključuje užitek in še vedno v številnih državah po svetu ne veljajo iste norme za moške in za ženske, no tudi glede na ostale pravice, ki bo predstavlja, ampak ne bo spolne po užitek. Zato tudi ni bila potrjena še na sedežu Svetovne zdravstvene organizacije. Zdaj, glede na to, je samo osnovna definicija, spolnost je v bistvu osrednji vidik človekove vse življenjske izkušnje in v bistvu vključuje biološki spol, družbeni spol, spolne identitete in vloge, spolno usmerjenost, erotiko, užitek, intimnost in šele na koncu razmnoževanje med drugimi. V bistvu je spolnost veliko več kot samo razmnoževanje, v katerem pač se tudi bo danes dotekla beseda, pa bo največ se bomo o tem pogovarjali. Zdaj, če kar začnem na kratko, prva je sploh pravica do enakosti in nediskriminacije. Do spolnih pravic je v celoti upravičen vsakdo, ne glede na raso, etično pripadnost, barvo kože, spol, jezik in tako naprej, na narodnost, družinski, zakonski status, spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz. Pravica do življenja, svobode in varnosti se ne sme nikomur ogrožati, omejevati ali odvzeti zaradi njegove spolnosti. To pravico vključuje spolno usmerjenost, sporazumno spolno vedenje in spolne prakse, spolno identiteto, spolni izraz, dostopanje in oziroma zagotavljanje storitev povezane s spolnim in reproduktivnim zdravjem. Kot tretja je pomembna pravica do avtonomije in telesne integritete, kjer vključuje
izbiro spolnega vedenja, spolne prakse, partnerje in spolnih odnosov, svobodno in zavestno odločanje in ozaveščeno prevolitev pred kakršnikolim testiranjem povezanih s spolnostjo, posegi, zdravljenje, operacijami in raziskavami. Potem pomembno med spolnimi pravicami je, da nihče ne sme biti podvržen mučenju, kar vključujejo škodljive tradicionalne prakse, neka prisilna sterilizacija, kontracepcija, splav, druge oblike mučenja in nehumanega, ponižnega ravnanja, storjenega zaradi biološkega spola, družbenega spola, spolne usmerjenosti, spolne identitete ali spolnega izraza ter telesne raznolikosti. Ravno tako ne smejo biti vse to, ne sme biti podvrženo nasilju in prisili, kot je posilstvo, spolna zloraba, spolno nadlegovanje, spolno izkoriščanje, suženjstvo, trgovanje za namen spolnega izkoriščanja, prisilno izvajanje testov za ugotavljanje devištva, nasilje storjeno zaradi dejanskih ali namišljenih spolnih praks in seveda spet spolne usmerjenosti, spolne identitete, spolnega izraza ter telesne raznolikosti. Vsak ima pravico do zasebnosti v spolnosti in spolnem življenju, do izbire, ki zadevajo njegovo lastno telo in sporazumne spolne zveze in prakse. Imamo vsi pravico do najvišje možne stopnje spolnega zdravja in dobrega počutja v zvezi s spolnostjo. To vključuje prijetno, zadovoljočo in varno spolno izkušnjo in v bistvu zahteva do teh najvišje stopnje možne stopnje zdravja, razpoložljivost, dostopnost in sprejemljivost kakovostnih zdravstvenih storitev in dostop do pogojev, ki vplivajo na to in določajo zdravje, vključeno s spolnim zdravjem. Pravico imamo, da v znanstveni napredek, ki ga poznamo, da se uporabi v spolnosti. Ljudje morajo biti ozaveščeni o tem, kakšne so njihove pravice. Pravica je, podana je tudi pravica do izobraževanja in celovite spolne vzgoje, ki mora biti prilagojena starosti, znanstveno natančna, kulturno kompetentna, temelječa na človekovih pravicah, enakosti spolov ter pozitivnem pristopu tudi posebej poudarila k spolnosti in užitku, ker obstaja tudi deklaracija, absolutno bi mogla spolna vzgoja vključevati tematiko užitek in obstaja cela deklaracija o užitku, pravici do užitka. In pa seveda, zdaj pridemo pa že na naslednje, ki so tudi reproduktivne, pravica do sklepanja, oblikovanja in razveze zakonske zveze in podobnih zvez. Vsak vstopa v zakonsko zvezo prostovoljno in brez privolitve svobodno. Ta pravica vključuje enako pravičenost do socialne varnosti in dajatev, ne glede na obliko zveze. In pa seveda glavna je ta, kateri se bomo danes pogovarjali, pravica o odločanju o rojstvu, številu otrok, razmikih med njimi in ozaveščenosti in sredstvih za to. To seveda pomeni, da odločamo samostojno, kdaj bomo imeli otroke, v njihovem številu, časovnem razmiku. In za ugotavljanje te pravice morajo biti ugotovljeni vsi pogoji, ki omogočajo zdravje in dobre počutje. To vključuje storitve spolnega reproduktivnega zdravja glede nosečnosti, kontracepcije, plodnosti, prekinitve nosečnosti in posvojitev. In pa ta zadnji sklop je pa pravica do svobodnega mišljenja, pravica do svobodnega združevanja, mirnega združevanja, na področju in prikazovanja in zagovorništva na področju spolnosti, spolnega zdravja, pravica do delovanja v javnem in političnem prostoru, do sodelovanja pri razvijanju in izvajanju politik, ki določajo dobrobit v spolnosti in spolnem zdravju. In pa ta zadnja, kjer pa mislim, da smo pa še vsi zelo daleč, pravica do pravnega varstva, pravnih sredstev in odškodnine zaradi kršitev spolnih pravic,
Pravna sredstva vključujejo celo povračila s poravnavo, nadomestilom, rehabilitacijo, zadoščenjem in zagotovilom o neponovitvi. Seveda so pa te pravice vse omejene z pravicami drugih ljudi. Vse spolne prakse so dovoljene, ampak so omejene z pravico drugih oseb, kot ostale pravice, reproduktivne pravice. In seveda je ta deklaracija žal pri Svetovnem zdravstveni organizaciji še seveda ni bila sprejeta in potrjena, ampak se jo vztrajno propagira naprej. Hvala, Gabriela, za to res izčrpno definicijo. Vsaka od tematik, pravzaprav, ki se jih navedla, bi si zaslužila pošteno diskusijo svojo. Mi pa, kot rečeno, se danes osredotočamo na pravico do umetne prekinitve nosečnosti, ravno zato, ker je ta znova in znova na tnalu, tudi v Sloveniji, tudi po letu 91 ali pa predvsem po letu 91 spet. Bomo pa nekako skušali vseeno iti skozi čas kronološko, zato bom prosila najprej Ano Cegoj-Paradiž, avtorico omenjene monografije, da nekoliko več pove o svoji raziskavi. Mogoče samo še 2 besedi o knjigi za uvod. Kot rečeno, raziskovala si ilegalne abortuse in pa tudi zmanjševanje rodnosti na splošno med prvo in drugo svetovno vojno. Knjiga je zelo zanimiva, saj zame predvsem zato, ker nisi se poglobila samo v spreminjanje zakonodaje, niti ne samo v javno mnenje, v različnih političnih taborih, tudi v ženskih društvih, ampak ti je uspelo raziskati v bistvu tudi vsaj v določenem obsegu stališča žensk, ki so ilegalno splavile in pa tudi ljudi, ki so te splave izvajali. In zdaj, moje prvo vprašanje bi bilo, mogoče se zdi nepotrebno, pa vendar, zakaj je bila umetna prekinitev nosečnosti v tem obdobju, seveda ne samo v tem obdobju, ampak v tem obdobju tako sporna, tako za oblast, kot za liberalni politični tabor in katoliški politični tabor, pa tudi za celo vrsto ženskih društev. Zanima me v bistvu, na katerih argumentih je temeljilo njihovo zavračanje umetne prekinitve nosečnosti in pa tudi, ali ti argumenti na kakršnikoli način odzvanjajo še danes. Hvala za možnost predstavitve vseh teh vsebin, ki so še danes pomembne. Seveda, če malo razdelamo te različne akterje in akterke, ki so v obdobju med obema vojnama pisali o tematiki umetne prekinitve nosečnosti. Prvo, če pogledamo oblast. Takrat smo imeli kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, seveda veliko drugih slovensko govorečih ljudi je živelo pod Italijo, ampak danes se bomo osredotočila bolj na ta spravi na kraljevino Jugoslavijo. Tukaj seveda je bilo, tako kot v ostalih evropskih državah, v ospredju so bili pogoji, ki so bili producirani po prvi svetovni vojni. Imeli smo številne žrtve, imeli smo tudi nižjo rodnost ali pa nezaželjeno rodnost, spravi se to število nezakonskih rojstev poveča. Smrtnost se ne poveča samo zaradi umrlih pojakov, ampak tudi zaradi epidemij. Vsi vemo sedaj, da je bila takrat v ospredju španska gripa. In seveda oblast si želi davkoplačevalcev, boji se novih vojn, spravi želi vojakov, želi tudi delovne sile. In to je bil vsekakor eden izmed argumentov, da se je tudi kraljevina Jugoslavija tako odločno podala na pot pronatalizma, kot so mu rekli tedaj in kot lahko rečemo še danes. Manjkalo je torej Slovencev. Bali so se Italije, bali so se fašizma, ki je bil takrat zelo pronatalistično usmirjen
in potem pač nekako enačili, primerjali številke v Italiji, v Jugoslaviji, v Nemčiji in tako dalje. To je bil eden izmed razlogov. Drugi razlog je bil seveda, vendarle, če govorimo o tajnih splavih, o teh ilegalnih splavih, so bile tudi smrti nosečih žensk. Ženske so prihajale v bolnišnice, nekaj jih je tudi umrlo. In to se kot argument postavlja v spredje ne samo v obdobju med obema vojnama, ampak tudi po drugi svetovni vojni, ki pač preprosto se oblasti soočajo s stroški zdravljenja teh slabo izvedenih, tako imenovanih mrdaških splavov. In imamo še en razlog povezan z vojno. Oblast si želi že tedaj, tako kot se zgodi potem leta 1991, retradicionalizacije. V času prve svetovne vojne vemo, ženske vstopijo na trg delovne sile, ženske prevzemajo neke netradicionalne vloge in to potiskanje v materinsko vlogo je še eden izmed načinov, da retradicionalizirajo, da postavijo pravi ženske, če vse skupaj damo v navednice, na svoje mesto. Tako da razlogov je več. Potem pa imamo ta različen tisk, diskurs, se pravi katoliški diskurs. Tukaj razlogov verjetno nima smisla. Še ko sem pisala knjigo, sem pravzaprav razmišljala, bi to sploh opisovala, ker argumenti ostajajo več ali manj nespremenjeni, tudi odgovori na te argumente, se pravi telesna integriteta in tako dalje. Potem imamo recimo ta zanimiv liberalni diskurs, ki po eni strani polemizira s katoliškim tiskom, ko katoliki poudarjajo pomen bele kuge, ko katoliki govorijo proti legalizaciji splava in tako naprej. Po drugi strani pa vendar tudi med liberalci imamo tiste, ki paničarijo v smislu, da umetno prekinitev nosečnosti izvajajo samo bolj premožnim, bolj izobraženim ženskam in je to slabo za narod, ker se najmanj plodijo, se pravi tisti, ki so najbolj inteligentni in tako naprej. Potem pa imamo seveda tudi socialistični tabor, ki gre v smeri delne legalizacije abortusa, se pravi, oni niso popolnoma proti, niso pa za popolno legalizacijo in imamo različna ženska društva. Imamo, se pravi, nekaj ženskih društvitev, ki zagovarja to spet samodelno legalizacijo abortusa, imamo pa tudi MOUK, najpomembnejših ženskih društev in revij v tistem času, oziroma tako mlačno stališče. En tak primer je slovensko splošno žensko društvo, ki je bilo tisto res najbolj pomembno in sama sem spraševala, sem potem brskala v arhivih, zakaj je tako, zakaj niso stopili bolj na pot legalizacije, spravi promocije legalizacije abortusa. In razlog je bil seveda strah pred katoličankami, to ne smemo zanemariti. Razlog je bil, da so se preveč opirale na mnenje zdravnikov, ki je bilo, se pravi, ta medikalizacija bila takrat že v igri in nekako so se preveč opirale tudi na mnenje zdravnikov, ki pa je bilo deljeno, ni bilo popolnoma, niso vsi zdravniki tudi v tistem obdobju nasprotovali delni legalizacije abortusa, zdaj je bil recimo Jože Petrč, proti direktor bolnice za ženske bolezni v tistem času, Alojz Zalokar in tudi njegova pomembna žena, Ana Zalokar. Potem pa imamo še tretji razlog, ki je povezan s tematikami, o katerih smo prej govorili, kar se mi je zdelo zanimivo. Bale so se, slovensko splošno žensko društvo se je balo, da bojo z legalizacijo splava moški lažje spolno izkoriščali žensko. Kar se zdi mogoče na prvi pogled nenavadno, ampak v resnici ni tako, ker ženske so bile v tistem obdobju večkrat prisiljene v spolne odnose, tako izven, kot tudi v samem zakonu. V tem primeru so pač domnevali, da bojo
obsotnosti strahu pred novo nosečnostjo, pred novimi usti, pred novim otrokom, mogoče moški, možje in tako naprej še lažje spolno izkoriščeni. Tako da te argumenti so bili do določene mere tudi v tistem posebnem zgodovinskem kontekstu, ki se je na srečo spremenil, tudi razumljivi. Mogoče pod vprašanje, odkot izraz bela kuga? Zakaj je izraz bela kuga? Za tajne splave ali splave na splošno verjetno? V bistvu ni vezan samo na splave, je vezan tudi na padanje rodnosti, tako kot smo takrat pravili nasploh, na to zmanjševanje torej rodnosti. Sama sem gledala različne rabe tega izraza v tistem času, tudi recimo drugi avtori in avtorice pišejo o tem, da se je vezal, da nima tudi na tuberkulozo, tako da tudi tuberkulozi so pravili bela kuga. Gre za poudarjanje te epidemičnosti pojava, ki je bila, to poudarjanje je bilo do določene mere vendarle pretirano. V resnici se število splavov, kot domnevamo v tistem času, povečuje, ne pa tako silovito, kot so predpostavljali v javnem diskurzu, sploh tisti, ki so bili absolutno proti padanju rodnosti. In bela kuga pač asociacija torej na to epidemijo, bela, ker je bela barva predpostavljena povezana z rojstvom. Iz tega, kar si prej povedala, teh različnih razlogov za zavračanje legalizacije abortusa, je nekako jasno, da zdravilo, v navednicah za belo kugo, vsekakor je nišče ni zares videl v legalizaciji ali vsaj delne legalizaciji. Kaj pa so potem priporočali ženskam oziroma parom, v smislu rešitve, vzdržnost? Ja, v bistvu tudi, ampak tako zanimivo vzdržnost, ki ni bila tako spet skregala z logiko. Namreč, zlasti katoliški zdravniki, med njimi Anton Brecelj, so v tistem času izrazito promovirali tako imenovano Knaus-Oginovo metodo, se pravi to tako imenovano periodično abstinenco, da bi se potem ženska gledala plodne dni v mesecu. In tukaj so, po pravici povedano, ravno tej akteri, te katoliški zdravniki, torej naredili veliko na izobraževanju v tem smislu in jih je v tistem času pohvalil celo ženski svet. Se pravi, ta najpomembnejša ženska revija v tistem času, da se vendarle to zve, ker kontracepcijska sredstva, druga kontracepcijska sredstva so bila v tistem času zelo neučinkovita, tudi nevarna, kondomi so bili sicer na voljo, vendar niso bili iz lateksa, kar pomeni, da so se večkrat niso bili ravno učinkoviti in so bili tudi predvsej nezanesljivi, niso bili udobni in tako naprej. Užitka tu ni bilo, bolj je šlo za preprečevanje spolnih bolezni. Tako, to je bil eden izmed razlogov, se pravi, promoviranje nekih novih načinov preprečevanja nosečnosti. Potem imamo tu katoliško cerkev, ki preprosto kot zdravilo za belo kugo promovira samo sebe, se pravi vračanje k katoliški morali, vračanje k pravi deviškosti, naj bi bilo tisto, ki bi Slovenijo obvarovala pred propadom, ki bi preprečevala splave. Potem imamo to, in še en pomemben vidik, zaščita materinstva. To promovirajo tudi ženska društva, tudi tista, ki so za delno legalizacijo materinstva, češ da treba narediti na tem, da se zaščiti matere, tudi nezakonske matere, z ustanavljanjem različnih domov za nosečnice, treba skrbeti za njihovo reproduktivno zdravje, za njihovo socialno varnost, zato da ne bi imeli potem tudi tako tehtnih in pomembnih razlogov za umetno prekinitev nosečnosti. Govorimo o precejšnji revščini. Ja, se pravi njihova socialna podpora.
absolutno. In ne samo socialna podpora, tudi družbena stigmatizacija. Se pravi, v tistem času se vendarle veliko naredi tudi za destigmatizacijo nezakonskih mater. To ni samo ta socialni moment, ampak tudi čisto moralno-ideološki, lahko rekel. Hvala, Ana. Naslednje vprašanje bi naslovila Maternetka. Kot nekoga, ki res že desetletja spremljaš to tematiko in poznaš v bistvu tudi zelo dobro, kako so se reproduktivne in pa spolne pravice urejale v času SFRJ, se pravi v času socializma, pa bi te prosila v bistvu za kar zahtevno nalogo, da skušaš nekako povzeti vse tiste pomembne premike ali pa mejnike, ki so zaznamovali v bistvu socialistično obdobje. Se pravi, kaj vse je na tem področju izboljšala povojna zakonodaja? Najlepša hvala. Mogoče bi sam za začetek, ker nismo nikjer tega rekli, da spomnila na to, da je zgodovina prepovedovanja abortusa zelo kratka, da sega v začetek 19. stoletja. Takrat, ko so države začele pravzaprav spekulacijo. To se mi zdi, da vedno znova pozabljamo. Po drugi strani se mi pa tudi zdi zelo na mestu opozorilo ene feministične teoretičarke, ki je rekla, da pravzaprav ne moramo danes govoriti o splošni legalizaciji abortusa, ampak samo o izjemah od prepovedi. Ker dejansko vsaka država pravzaprav regulira dostop do abortusa, oziroma umetne prekinitve nosečnosti. No, pa tudi mimogrede vzdržnost, ne morem, da ne bi spomnila na to. Jaz mislim, da je marsikdo od vas zasledil informacije o tem, kako so od poslanke Rimokatoliške cerkve v Afriki Afričanke in Afričane pravzaprav prepričevali, da je edina možnost, da omejijo širjenje virusa HIV spolno vzdržnost. In so tako, mislim, v tistem času govorili zoper uporabo kontracepcijskih sredstev, to samo Zdaj tako, po drugi svetovni vojni pravzaprav bi bilo pričakovati, da bo Jugoslavija kar hitro legalizirala oziroma povečala dostop do abortusa oziroma do umetne prekinitve nosečnosti. Navsezadnje se je znotraj komunistične partije Jugoslavije že pred drugo svetovno vojno govorili o pomembnosti pravice do umetne prekinitve nosečnosti. Navsezadnje je Sovjetska zveza bila prva država, ki je legalizirala umetno prekinitev nosečnosti. Ampak dejansko je pravzaprav Jugoslavija prvi zakon sprejela šele leta 1951, ki je umetno prekinitev nosečnosti dovoljeval samo v primeru, da bi nosečnost ogrozila življenje in zdravje ženske. Tako da je šele pravzaprav rekla šele, ker že leta 1952 se je zgodil premik, ko je
bila formalno dovoljena umetna prekinitev nosečnosti iz medicinskih, eugeničnih, pravno-etičnih in socialno-medicinskih indikacij, o čemer so odločale komisije. Ampak glavna, mislim, nekako ključna sprememba za ženske pa dejansko nastopila, zdaj bom rekla že, če gledamo celoten evropski prostor, je bilo to že, glede na pričakovanja pa šele, v Jugoslaviji. Leta 1960 je bila namreč sprejeta uredba o pogojih in postopkih za dovolitev splava. Sprejeti so bila tudi navodila za njeno izvrševanje in pravzaprav pogoji so bili pa kar zelo nekako široko so se takrat pravzaprav odprla vrata pravici. Če bi prišli, jaz se ne govoril, mislim, o pravici to umetne prekinitve nosečnosti, namreč umetna prekinitev nosečnosti je bila formalno dovoljena v vseh situacijah, ko pravi uredba, ko je upravičeno pričakovati, da bo noseča ženska z rojstvom otroka prišla v težke osebne, družinske ali materialne okoliščine. Pa tudi v primeru posilstva, zlorabe nemočne osebe, zlorabe mladoletne osebe, zlorabe uradnega položaja, to je tudi zelo pomembna okoliščina, in celo v primeru zapeljevanja in krvoskrunstva. Skratka, to je bilo res nekako že, pod to si lahko vrsto praktično vse. Tisto, kar nekako je še vedno z današnjega vidika bila pomembna omejitev, je pa to, da je vsako umetno prekinitev morala dovoliti posebna komisija, sestavljena iz zdravnikov, tudi socialnih delavcev oziroma socialne delavke. Ampak, kar je pomembno reči, že v tistem času so se pravzaprav praviloma komisije odrekale svoje diskrecijski pravici. Po enem podatku, ki ga je Sara Rožman navajala, je bilo kar 98% prošnja upodenjeno. Tako da, skratka, dejansko je bila Jugoslavija v Evropi izjemno liberalna. Če mislite, da so v Franciji leta, mislim, do 1977, znane Francozinje z korenčkovo korenino na prsih demonstrirale za legalizacijo abortusa. Skratka, potem je pa tak pomemben simbolni učinek, simbolno spremembo, ki pravzaprav danes vidimo, da je bistveno več kot simbolna sprememba, ponesla ustava iz leta 1974, ki je med ustavne pravice zapisala tudi pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, ki ne vključuje seveda sem abortusa, ampak tudi kontracepcijo in pomoč pri oploditvi in zavezuje pravzaprav državo, da zagotovi pogoje, da bodo ljudje lahko uresničevali to pravico. Je pa dejstvo, da je pravica do abortusa oziroma do umetne prekinitve ves čas znotraj te jugoslovanske in slovenske zakonodaje bila jasno opredeljena kot pravica ženske. To mislim, da je treba tudi povedati, ker so bili tudi poskusi, da
oziroma zahteve, da se da formalno pomembno vlogo tudi moškemu. No, ampak dejansko v Jugoslaviji in Sloveniji v tistem času nikakor ni šlo samo za vprašanje uravnavanja in kontrole rojstev, kar je zelo pomembno, je to, da se je v 60-ih letih začela, in to Gabi bo še bolj vedela, začela vzpostavljati dejansko neka široka mreža tudi posvetovalnic za ženske na področju, zdaj bom rekla, kar reproduktivnega zdravja, da se je znotraj medicine zelo veliko delalo tudi na varnih tehnikah umetne prekinitve nosečnosti in ena naših žal pokojnih ginekologin je imela na svetovni ravni izjemno, je tukaj naredila izjemno pomembno napredek pri teh manj invazivnih tehnikah umetne prekinitve nosečnosti. Bi vsekakor bi to tukaj omenila. Andoškovo, doktorica Andošek, ki je pravzaprav ne glede na vse ovire vztrajala in dala tudi tem svojim, to ginekologinja Koža Novak vedno znova poudari, pravi, Andoškova nam je dala možnost, da delamo in nas je spodbujala in skratka imela veliko avtoriteto tudi znotraj medicine in očitno tudi znotraj politike. Je pa nekaj, se mi zdi tudi še to zelo pomembno poudarjati, sploh v kontekstu bolj poznejših problematiziranj pravice, pa ne samo pravice do umetne prekinitve nosečnosti, ampak sploh do tega, kar je socializem naredil za enakost spolov, ne samo na področju reproduktivnih pravic. Namreč tukaj ni šlo za nobeno politično vsiljevanje od zgoraj na vzdolj, kar zadeva uveljavljanje teh pravic. Ampak so vse skozi pravzaprav potekali kar resni boji znotraj medicine, znotraj prava in znotraj politike. Tako da tiste ženske, ki so pa ne samo ženske, bili so tudi moški, tisti in tiste, ki so vztrajni pri tem, da se te zadeve uredijo, pač so naleteli tudi na ovire. Skratka, tudi v socialistični Jugoslaviji, Sloveniji je bila to izborjena pravica. No, tudi to je treba povedati, da se je že zelo zgodaj poudarjali, pravzaprav te nekako izpostavlja vse to, o čemer si ti govorila, da pravzaprav vprašanje reproduktivnih pravic zajema pravzaprav vse. Od razrednega vprašanja, se pravi ekonomske enakosti, enakosti spolov in dostopnosti izobraževanja in tako naprej. Ni se obravnavalo teh pravic kot nekaj, kar bi bilo pravzaprav samo vprašanje posameznika oziroma posameznice in njene spretnosti, in njenih individualnih možnosti, da te pravice uresniči, ampak pravzaprav cel ta kontekst. In na koncu bom omenila to, kar se mi zdi, da je absolutno, seveda tudi povezano z reproduktivnimi pravicami, to so pravzaprav pogoji, ki so omogočili ekonomsko emancipacijo žensk, pogoji, pravzaprav tudi ta široka mreža družbene skrbi za otroke, se pravi, vrtci in tako naprej, in seveda pravzaprav dostopnost javnega zdravstva. Tako da
Zdaj bom rekla Slovenija, no, ne sem Slovenija, ampak ta jugoslovanski prostor. Tukaj je bila velika razlika v primerjavi recimo z neko Poljsko. Ne. Na Poljskem je vse pravzaprav do začetka 90-ih bil abortus pravzaprav ključna metoda uravnavanja oziroma kontrole rojstev. V Sloveniji se prav zaradi vseh teh prizadevanj, ne samo legalizacija abortusa, ampak tudi dostopnost, zanesljive kontracepcije, v tem prostoru smo pravzaprav, se mi zdi, zelo hitro dobili tiste najbolj zanesljive kontracepcijska sredstva, je začelo seveda zaradi tega tudi padati število abortusov. Tako da, ja, mislim, ta čas socializma je na tem področju postopoma pravzaprav res prinesel toliko in to se je zdelo tako samoumevno še v 80-ih, da si pravzaprav v začetku 80-ih sploh nismo predstavljali, da je vse to nekaj, kar je mogoče izgubiti. Kljub temu, da nas malo preganja čas, če bi želela, mogoče Gabriela kaj dodati, prosim. Jaz bi tule čistek informativno, recimo 52. leta je Sava Kranj začela izdelovati diafragme že, da se je že začela kontracepcija za ženske. Glede na to, da je bila 1960. leta odkrita kontracepcijska tableta, je ravno Novo mesto Krka je 64. že začela tudi izdelovati in so tudi takrat, recimo v pol kasnejših letih je prav patronaža po teh oddaljenih rudarskih krajih, recimo okolice Velenja, ko so bili rojeni 3 otroci, je prišla patronaža na dom in je obvestila mamo o možnosti kontracepcije. To sem prav iz intervjujev, ki sem jih pač delala jaz za doktorat, recimo so mi ženske povedale, da se spomnijo, kako je prišla patronažna sestra, so se zaprli v sobo z mamo in pa je mama neke tablete imala, recimo, da so prav res aktivno, je v bistvu vso zdravstvo takrat delalo na tem, da bi bilo čim manj teh in je tudi še danes, recimo, dosežek, vse vemo, splavi v Sloveniji padajo in te so dovoljeni in padajo, ne vedno manj jih imamo, torej se očitno zelo dobro dela. Je bila pa tudi najnovejša metoda za upravljanje, najboljša metoda oziroma tista, ki jo zdaj cel svet uporablja za umetno prekinitev nosečnosti, kirurško umetno prekinitev nosečnosti je bila pa prav razvita v Ljubljani, to moramo pa tudi povedati. To je bil pa profesor Novak in je pod okriljem, ki so zelo sodelovali takrat kot eden vodilnih inštitutov celo v svetu, so svetovali svetovno zdravstveno, so sodelovali svetovno zdravstveno organizacijo in so v bistvu delali, da so pa to metodo, da je cel svet prevzel, to moram povedati. Smo bili Novo mesto, pa Krka, pomembna. Pa zdaj ne dela več kontracepcije, ampak okej. Hvala za te informacije, ker mislim, da to zelo malo ljudi v resnici ve, kako pomembni premiki so se v bistvu na svetovni ravni pravzaprav na tem ozemlju dogajali v času socializma. Bi se pa zdaj premakali recimo na konec sredino 80-ih oziroma še bolj v leto 90, posebej 91, se pravi prehod iz socializma v kapitalizem, bom rekla, rajško do demokracijo. Takrat, ko se je sprejemala slovenska ustava leta 91, so bila zelo deljena mnenja in hude polemike, tako v parlamentarnih krogih, kot pravzaprav na veliko širšem ravni. In obstajala so stališča, da naj bi se celo v ustavo vpisala svetost življenja, tudi stališča, da naj bi se vpisal govor vesti.
se je, no to me vsekakor boš dopolnila in popravila. Bili so tudi številni politiki in političarki, ki so menili, da seveda naj pravica do abortusa ostane, ampak da res ni potrebe, da je opisana v ustavo. In prav to nasprotovanje, vpisu v ustavo je bilo, kot sem razumela na nekem drugem pogovoru, v bistvu največja pobuda zate, da si sploh vstopila v parlamentarno politiko in se borila za ohranitev te pravice v ustavi. In zato me zanima, zakaj je tako pomembno, da je pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok vpisana v ustavo in ne recimo v nek zakon. In seveda to sprašujem zato, ker smo v zadnjih 30 letih doživeli že kar celo vrsto poskusov omejevanja, če ne drugače, tako da bi pač ta storitev, ki je pri nas na zahtevo na voljo, postala plačljiva. Ja, to so bili res, mislim, taki, Tanja Renner, ki je brala moj prispevek v tej knjigi o pravici do abortusa, je rekla, da se bere kot kriminalka, ker res je bilo tako, od danes do jutri nisi vedel, kaj so se zmenili na ustavni komisiji, no, kakorkoli. In tudi nisi vedel, kdo pač o tem 55. členu, ki je pravzaprav skoraj identičen temu členu o pravici do svobodnega odločanja o rojstvu otrok iz socialistične ustave, kaj kdo zares misli in kdo je pravzaprav pripravljen popustiti v tem. Ni se vedel do konca, jaz ne vem, koliko vas ve, eni, ki ste mojih let, veste najbrž, da je pravzaprav šele na zadnjem zasedanju vseh treh zborov takratne skupščine, pravzaprav po tistem glasovanju smo videli, da pač dobro, da smo uspeli, ker nismo popustili pri tem slavnem 55. členu, ustava je šla na glasovanje s 55. členom in lahko bi padla. In dejansko ni bila sprejeta z aklamacijo, tako kot se je želel na začetku pač tega ustavodajnega postopka. Kakorkoli že, prvič, jasno nam je bilo po vsem tem, kar se je v zvezi z reproduktivnimi pravicami, vlogo žensk, v kontekstu naraščajočega nacionalizma in vse večjega političnega vpliva RKC-ja govorilo javno, poljavno in tako naprej. V slovenskem prostoru skratka jasno je bilo, da bo ta pravica na udaru. Sicer smo že takoj na začetku uspeli zahtevo, da se sam postopek spreminjanja ustave začne z zagotovilom, ki so ga podpisale vse stranke, da se raven pravic ne bo znižala pod raven, ki jo je zagotavljala socialistična ustava. No, ampak te stvari se hitro pohodi. In ko smo v zvezi z svobodnim odločanjem o rojstvu otrok, se je začel že nekako tam dosti hitro, je bilo jasno, kdo je na kateri poziciji. Skratka, zakaj smo to vztrajali pri tem? Preprosto zaradi tega, ker imajo pravice, ki so zapisane v ustavi, pravzaprav zagotovljeno najvišje pravno jamstvo. To je bilo to. Ustava, že sam postopek spreminjanja ustave je zelo kompliciran, oziroma pač lahko sem vsaj nekaj pogojev, ki preprečujejo, da bi se ustavo spreminjali kar pravzaprav vsako menjavo oblasti. Že sam postopek, oziroma že
postopek spremembe ustave se začne lahko sicer na zahtevo 20 poslancev, na zahtevo oziroma predlog vlade ali pa najmanj 30.000 volivcev. Ampak o predlogu začetka spremembe ustave pa odloča državni zbor z dvotretjinsko večino navzočih poslancev. To ni vedno enostavno doseči, se vemo, večinoma so te razlike med koalicijami in opozicijami dosti majhne. In spremembo ustave se pa lahko sprejme z dvotretjinsko večino vseh poslank in poslancev, ne samo navzočih. Skratka, to je neka varovalka, pač kaj več, kot to že ne moreš z pravnega vidika doseči. Skratka, to, kar smo lahko v parlamentu naredili, je to, da zagotovimo pač tem reproduktivnim pravicam najvišjo stopnjo varovanja. To nam je uspelo, ni nam pa uspelo spraviti ven iz predloga pravice do ugovora vesti. Nam, ki smo zagovarjali pravico do umetne prekinitve nosečnosti, je bilo jasno, da je ta ugovor vesti tam noter predvsem zaradi umetne prekinitve nosečnosti. Mislim, ob vsem sprenevedanju, ki se je takrat v razpravah pravzaprav smo ga nagledali. Ampak nam je uspelo doseči to neko omejitev, da je ta pravica omejena z pravico drugih. Da ta pravica ne sme pravzaprav omejevati pravic drugih. In na osnovi tega je bila sprejeta tudi zdravstvena zakonodaja, ki zahteva od institucije, skratka, zdravstvenega doma, bolnice in tako naprej, da kljub ugovoru, morebitnemu ugovoru vesti zdravstvenega osebja, mora zagotoviti pacientom, pacientkam uresničevanje njihovih pravic. Vsaj načeloma, vsaj na nekaj se imaš za sklicovati. Tisto, kar je pravzaprav tudi neka varovalka, je to, da pravice do ugovora vesti ne more imeti cela institucija. Ne more ugovora vesti uveljavljati kar, ginekološka klinika. Tako kot imajo na Hrvaškem. Na Hrvaškem je to možno. Tako da vsaj nekaj je, jaz se dobro zavedam, da v določenih okoliščinah to lahko postane problem, tudi v Sloveniji, čeprav zaenkrat še ni, ampak pač to je to. Mogoče samo takoj bo sledilo vprašanje zate, ki si v praksi, ginekološki tudi, ampak vseeno bi še dodala to, kar si na podobnem pogovoru v Ljubljani pred kratkim povedala na temo boja za 55. člen, da ste si izborili tudi ustavno pojasnilo, ki izrecno navaja, da med v svobodno odločanje rojstva otrok spada abortus. Točno to. Danes si nasprotniki pravice do umetne prekinitve nosečnosti prizadevajo uveljaviti neko novo interpretacijo 55. člena ustave in sicer, da pač ne govori o umetni prekinitvi nosečnosti. Tudi to smo predpostavljali in smo zahtevali, da se skupaj z ustavo sprejme in tukaj nam je pomagal
to je pa Emšo, se bom spomnila, skratka, eden od takratnih ustavnih sodnikov, da zahtevamo obrazložitev tega člena in hkrati zahtevamo, da se ta obrazložitev sprejme skupaj z ustavo. Tako da noben ne more reči, da namen ustavodajalca ni bil jasen. Čist jasen je. Tudi umetna prekinitev nosečnosti sodi v pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Skratka, glede na to, kaj se je vse dogajalo tam od sredine 80-ih v Sloveniji, kaj se je sploh dogajalo v začetku 90-ih, v nacionalizem in tako presegel postal skratka vladajoč politični diskurs in vodilna ideologija politična. Skratka, da tisto obdobje od sredine 80-ih let nas je pravzaprav pripravili do tega, da smo ves čas igrale vlogo hudičevega zagovornika. No, vedno smo nekako mislili na tisto najslabše, kar se nam lahko zgodi. Meni se zdi, no, mislim, da je to bila res velika zmaga, no, ki, ne, tudi, ja, je, skratka, kaj ne rečem, ni bil samo naš boj tu v parlamentu, ta pravica je imela veliko podporo v vseh glavnih najbolj medijih, absolutno, tukaj se ni šlo za proti, ne, in javno mnenje, kar se je pokazalo na res množičnih demonstracijah pred odločanjem o ustavi. Bi samo dodala, da je v bistvu te javne razprave, predvsem ta del, ki se je v časopisju odvijal leta 1991, pa tudi javne opredelitve raznih društev, so odlično dokumentirane v knjigi Abortus, pravica do izbire. In jaz sem danes dopoldne listala to knjigo med pripravami in me je spet v bistvu presenetilo to, kako zelo dobro argumentirani članki so to. Tudi tukaj je prišlo do enega precejšnjega pravzaprav osipa, oziroma se je nivo precej znižalo v medijih od takrat. Pozitivno me je presenetila raven razprave, ne glede na to, kaj so trdili in zagovarjali pač avtorji in avtorice. Bi pa, Gabriela, tebe vprašala, Metka, ti si rekla, da zaenkrat nas v Sloveniji ni treba, da nas skrbi ugovor vesti. Zaenkrat je še ne delujejo stvari. Vseeno bi vprašala tudi tebe, Gabriela, ali deliš to mnenje, svoje perspektive. Nas mora skrbeti v Sloveniji ugovor vesti ali ne? Jaz mislim, da zaenkrat res tudi ne. Da smo ginekologi še vedno, kar se tega vprašanja tiče, zelo enotni in se zelo strinjamo, da ta pravica mora obstajati, ne? Da ni. Da so pač redke izjeme tisti, ki imajo ugovor vesti. Večina, velika večina pa ve, da ta pravica mora biti, da mora biti zagotovljena, da je samo na tak način lahko zagotoviš neko varno prekinitev nosečnosti. Ker prekinitev nosečnosti vedno bojo, vedno so bile v zgodovini, vedno bojo. Najbolj, da so lepo narejene, tako kot je treba. Ne? In mislim, da nas ni treba skrbeti, no, kar se tiče ginekologov. Tudi kolegi, ki so tu, lahko verjetno potrdijo to. Bomo tudi publiki dali besedo vsak čas, ampak vseeno bi rada še nekaj vprašanj vezanih na ta trenutek, na čas, v katerem živimo, prostor, v katerem živimo. In se na tvojo knjigo najprej obrnil na Ana, kjer mi je bilo zelo zanimivo pač ta podatek, da kljub temu, da vse te sfere, ki si jih raziskovala, se pravi raven oblasti, raven različnih političnih opcij, raven nekih javnih polemik v časopisju, čeprav je tam prevladoval pravzaprav odpor do
do kakršnegakoli olajševanja dostopa do abortusa. Vseeno praviš, da kar se tiče mnenja malih ljudi, tistih brez politične moči pravzaprav, in posebej žensk, da je bil splav vsesplošno odobraven. In zdaj danes smo ti mali ljudje precej bolj izpostavljeni medijem na vsakodnevni ravni, to je vsekakor drugače. In v teh medijih je nekako obstajal vse močnejši vtis, ko to spremljamo, da pravzaprav vse bolj prevladujejo zelo konzervativna stališča, podprta s katoliško bolj manj neko dikcijo. Pa me zanima, to te ne sprašujem kot zgodovinarke, ampak kot neko javno intelektualko, pravzaprav vse tri lahko tudi. A se vam zdi, da ta vse glasnejšo nasprotovanje pravzaprav pravicam žensk v imenu pravic zarodka, ki ga hoče na nek način upravno pravzaprav subjekt spremeniti, a to odraža pravzaprav neko vseeno širše mnenje, bom rekla, med nami malimi ali manjšimi ljudmi v tem smislu? Tako. Javnemu mnenju in diskurzu so bili izpostavljeni tudi ljudje v obdobju med obema vojnama. Tukaj imamo v mislih razne časopise, tudi če domnevamo, recimo, da jih niso brali, da niso spremljali, so bile po slovenskem ozemlju kapilarno razširjene te tako imenovane marijine družbe, kjer je bila čistost in vzdržnost na prvem mestu. Zdaj seveda lahko ocenjujemo kot večjo to moč javnih medijev danes, Facebooka, socialnih omrežij. Mogoče gre tudi bolj kot za moč, za različne strategije. Sedaj se ne toliko govori, ali pa poleg tega, da se govori o moralnosti, neomoralnosti splava, te konzervativni mediji tudi govorijo v smislu pomoči žensk, ki so v stiski, ki so pred tem, da bi splavile, ne bi splavile, pomoči ženske, ki so mogoče tudi naravno splavile in tako naprej. Ta diskurs ne smemo zagovarjati in po mojem v feminizmu premalo prisoten, da pretirano se vedno osredotočamo samo na umetno prekinitev nosečnosti. Tudi feminizem mora pravzaprav naslavljati druge teme, ki sodijo v okvir reproduktivnih pravic. Nenazadnje je tudi ves ta napredek v Jugoslaviji ni prinesel samo kontracepcije, ni prinesel tudi samo umetne prekinitve nosečnosti. Leta 1984 so se, če me spomin ne varam, rodili prvi otroci iz epruvetov v Jugoslaviji. In to je samo par let, 3-4 leta za tem, ko se je rodila Louise Brown, spravi prva deklica iz epruvetke na svetu. In to je mogoče tematika, ki jo naslavljajo konzervativni mediji, mogoče feminizem pa ne toliko. In to se recimo vidi na Poljskem, ker na Poljskem ni samo nedovoljen splav. Na Poljskem tudi se širijo neke klinike, kjer opravljajo neke po katoliški morali, po katoliških načelih opravljene postopke za povečevanje plodnosti, ki so povsem neefektivni. Je pa recimo tam prepovedana ali pa vsaj onemogočena normalno to, kar je v Sloveniji spravi postopki za umetno prekinitev nosečnosti. Kar se tiče javnega mnenja, je v knjigi lepo pokazano, v vaši knjigi, torej, da je javno mnenje še absolutno na strani umetne prekinitve nosečnosti, da sploh, če ga primerjamo recimo z drugimi državami v okolici, z tudi bivšimi republikami Jugoslavije. Mogoče gre trend, nažalost, v zadnjem času nekoliko navzdol in pokazalo se boj, da nasprotujejo umetni prekinitvi nosečnosti mlajši moški. Kar se pa tiče... Grozno, grozno. Kar se tiče žensk, zdaj bi
Gotovo obstaja tudi med ženskami nek procent tistih, ki nasprotujejo oziroma nekako moralizirajo te vsebine, zato ker če imamo na eni strani, če spet pogledamo v zgodovino, tu imamo to, ker je bil splav potisnjen v ilegalo, je bila potrebna ženska solidarnost, da so se te postopki izvajali. Ženske v tovarno so se pogovarjali, o tem so drugi in tudi splave izvajali, so si podajali informacije, kako je to sploh mogoče opraviti. Sedaj je pač postopek medikaliziran, ženska ne potrebuje te solidarnosti, ženske solidarnosti za to, da pride do teh informacij, se lahko obrne na ginekologa in mogoče komu, kateri tudi daje to lažni občutek, sej meni se to ne more zgoditi, jaz uporabljam kontracepcijske tablete, in potem od tu preidemo na moraliziranje, kako se to lahko dogaja nekateri in tako naprej. Ni res, tako kot je Gabi krasno poudarila, to se lahko dogaja, to se še vedno dogaja, ampak nekatere mogoče imajo, ali pa tudi nekateri, ker gre tudi za očete, vendarle mogoče mislijo, da se to ne more zgoditi njimi in to je lahko neka nevarnost. Ravno zaradi tega, ker je v Sloveniji, hvala Bogu, danes tako dobro poskrbljeno in preskrbljeno z kontracepcijskimi tabletami, z kondomi in tako naprej. To je pač. Tu je tudi ta velika razlika z Jugoslavijo, z drugimi republikami Jugoslavije, ker ravno pred kakim mesecem sem poslušala neko predavanje o razmerah v Srbiji in tu je bila ta zgodovina v socializmu predstavljena tako kot ta primer Poljske, v smislu, da se je vse sprejemalo od zgoraj navzdol, da se je v Jugoslaviji razvila abortusna kultura in da imamo ogromno da so še recimo konec 80-ih let v Srbiji, recimo zaradi nedostopnosti kontracepcije imeli še res ogromno število teh takrat dovoljenih splavov. Zdaj, jaz mislim, da tudi ta argument bo treba še bolj podrobno raziskati, da mogoče ni ravno tako, ampak tu so vendarle mogoče v ospredju tudi neke razlike s Slovenijo, ki je bila v tem oziru zaradi Krke in tako dalje bolj napredna. Ampak je pa potrebno to vendarle postaviti vprašanje. Tudi ta vidik, ki se, mislim, mene je malo prizadelo, govorili so o Srbiji, ampak dejansko ta diskurs je bil Jugoslavija, v Jugoslaviji je bilo tako. Jugoslavija ima podobno zgodovino kot Poljska, ker vedno se v mednarodni historiografiji glede splava postavlja ta dihotomija. Imamo Zahod, kjer so se pravice zgodile od spodaj navzdol zaradi ženskih društev, drugega vala feminizma, in imamo vzhod, imamo Jugoslavijo tudi, kjer so se spremembe zgodile od zgoraj navzdol in so zato šle potem v 90-ih letih nazaj, kar ni res. In ravno ta vaša zgodovinska akcija je dokaz tega, da v bistvu je bilo takrat zelo močno tudi to gibanje od spodaj navzdol, da je to preprečilo vsaj v Sloveniji. Prosim. Jaz sem hotela še to, da tudi ta gibanja, ki, mislim, če lahko rečemo gibanja, to so skupine, ki vse izvirajo nekak iz istega, iz istih financ. Ja, iz istih financ, ja. Skratka, pa ne samo oni, to se je pa odprto pravzaprav govorili tudi na ravni institucionalne politike že v začetku 90-ih, da je komunizem bil proti družini, da je silil ženske v abortus, tako kot jih je silil v tovarne in skratka v ekonomsko neodvisnost in tako naprej. In je pravzaprav eden od razlogov, zakaj tak močen odpor zoper 55. člen, je dejansko to,
da je tesno povezan s pridobitvami socializma, ker je treba pravzaprav črtati, pozabiti. Socializma ni bilo, vse, kar je bilo v tistem času, je, ne vem, je bila diktatura, je bilo, ne vem, ne, skratka. To, mislim, tukaj res v vseh teh razpravah je treba ne smemo na to pozabiti. Konec koncev, to, kar se je pisalo o zagovornikih in zagovornicah pravice do abortusa še 15 let, pa ni 15 let, 10 še ne, let nazaj, ne, da zagovarjamo ideologijo smrti in tako naprej. To je pač diskurs, ki se tudi tukaj ponavlja znotraj tistih najbolj agresivnih nasprotnikov pravice. Je pa res, ti diskurzi nasprotnikov so res raznovrstni, ampak je pa res čisto vse. Od tega, da pravzaprav obsoja zagovornike in zagovornice pravice do abortusa za genocid nad slovenskim, za storilce genocida nad slovenskim narodom, do pravzaprav tega, ja, vam bomo pomagali, ženskam, da ne boste trpele, ne delati abortusa, ker abortus pomeni dolgotrajne psihične težave, tako da, ja, rodite, pa vam bomo mi pomagali, ja, kako Jaz bi samo še eno, oziroma vidim, da ni treba nastaviti vprašanja, povej. Ne, sem to bi še jaz mogoče na to dodala. Jaz, ko sem v bistvu to knjigo prebrala, jaz celo knjigo vidim samo ena velika dvojna morala. V bistvu vsi so delali splave, bogati, revni, vsi. Ta revne niso imele toliko denarja, da bi plačale zdravnike usposobljene ali pa dobro usposobljene babice. Zato so tudi umirale bolj kot ostale in so bile večkrat na zatožni klopi oziroma na sodiščih obsojene za to, ko so delale splave. In v bistvu, ampak v javnih sferah so pa tudi feministke takrat zagovarjale med dvema vojnama, recimo kot materinstvo, kot bistvo, kot bistvo ženske vloge, da je pa materinstvo bistvo ženske vloge, recimo, in moram reči, da se ti argumenti, ki so že takrat bili pred 100 leti omenjeni, še danes pojavljajo. To me je čist isti argumenti, kar me je zelo šokiralo, ko sem brala to knjigo tudi, da se danes z istimi stvarmi obvadamo na nek način, pa povedala bi še, da imamo tudi eno tako kliniko, kako se imenuje, Napro, ja, da je tudi v Sloveniji že obstaja taka klinika za te krščanske, ja, ki jo vodi en, profesor ali docent družinske medicine. Mislim, kakšno imajo oni drugačno metodologijo, mislim, kaj prosim. Na internetu je vse piše. Ja, mislim, drugače, kako morajo paziti, kdaj, kako morajo spolne odnose med vse, drugače kot pa... Ja, in ni izven telesne oploditve, to ni, gre za... Ne, ker ni umetne oploditve, zato, ker se ne podpira na v postopek umetne oploditve. Prosim, malo moli... Ja, vse sorte, ja. Vse sorte, ja. In da zdaj v bistvu, ja, jaz mislim, da se v naslednjih 10-20 letih ni zabati za odgovor ginekologov, ampak glede na to, da taki profesori predavajo na medicinski fakulteti, se bom pa mogoče čez 10 let res drugače spraševali. Ne vem, no. Gabi, pravzaprav za konec sem v bistvu hotela eno vprašanje še tebi kratko zastaviti in to je vezano na spolno vzgojo, ki je precej pomanjkljiva pri nas, obstaja, rezultate vidimo, recimo v Sloveniji je izjemno nizka stopnja najstniških nosečnosti, pa vseeno, če gledaš gradiva, ki obstajajo na to temo za osnovno in za srednjo šolo, se precej propagira vzdržnost kot kontracepcijska metoda, to je ena stvar, in druga stvar je, da o spolnem užitku pravzaprav ni besede izrečene, ker je vse zelo, spet, kot je bilo uvodoma rečeno, zamejeno na vprašanje razmnoževanja.
In glede na to, da se opet kurikularna prenova celotne vertikale izobraževalne, me zanima, če katero od vas ima pogled, v kaj se dogaja, ali se sploh kaj dogaja na tem področju, ali lahko pričakujemo vendarle spolno vzgojo temeljitejšo, odkimavaš. V bistvu ne vem, jaz sploh ne vem, kaj se dogaja na tem področju. Jaz sem zadnjič na tisti okrogli mizi, ki je bila prvič sploh slišala, da se dogaja nekaj na tem področju. Ne vem, kdo je vključen v to, ne? Kdo je sploh vključen v to. Dejstvo je, da ta medicinski del spolne vzgoje je bil skozi dobro pokrit. To je kontracepcija pa spolno prenosljive okužbe, to moramo, da pozitivno pohvalimo. Ja, to je bilo dobro, medtem ko ostali vidiki pa seveda niso vključeni. Je pa zelo, moram reči, tako vse oziroma ginekologe pač vodijo tudi prepričanja pa osebna stališča in to je pa problem. Mislim, da proti splavu ni toliko, ni med nami toliko, imamo podobna stališča. Kar se tiče pa ostalih metod, pa kontracepcije, pa tu se mi pa zdi, da se pa že bolj razhajamo, ginekologi med sabo tudi. Tako da tudi z tega vidika, imajo razne zdaj že tudi na medicinski fakulteti se predavajo te tako imenovane naravne metode kontracepcije, čeprav za mene to ni naravna metoda kontracepcije, to so za mene oblike vedenja, ki v bistvu... Pojasni, kaj je mišljeno z naravnimi metodami, prosim. Ja, to je to pač, varni dnevi, da pač varne dneve, ampak to so pač oblike spolnega vedenja za mene. To za mene ni kontracepcija, ker to ne preprečuje zanositve, recimo. In tako da eni so zelo veliki zagovorniki tega in to se tudi opaža vedno bolj, tudi med ženskami, ker v bistvu se na različnih področjih, ne samo na internetu, poslušajo o škodljivosti kontracepcije, pa ne mogoče čisto direktno od ginekologov, ampak tudi od ostalih, recimo zdravstvenega osebja. Toliko. Jaz sem imela še vprašanja, pa bom zaključila in bi z velikim veseljem poslala tale mikrofon okrog. Oziroma, ne vem, če bo to mogoče, ampak se sliši. Ne, ta ne dela, ta je zunanje. Bomo se slišali. Vprašanja, komentarji, stališča, vse je dobrodošlo. Kaj smo naredili? Sklop? Ne, sedela. Evo. Drugače, medtem ko zbirate besede za vprašanje ali komentarje, bi res priporočila v branje tudi to knjigo Pravica do abortusa, ki se čudovito dopolnjuje z Anino knjigo, ker se nadaljuje časovno gledano tam, kjer se Anina knjiga konča. In v bistvu obravnava povojno obdobje, po drugi svetovni vojni pa vse do danes. Pravica do abortusa. Jaz imam eno vprašanje. A katera kaj večja se dogaja, kaj na področju umetne oploditve za ženske, samske ženske, recimo? Ja. Mi smo imeli celo kampanjo s tem v zvezi, dejansko statistično gledam, če smo prav spomnili, šlo pa za mogoče največ 10 žensk na leto. Vem, da referendum je bil, ja. Vem, da ginekologi to tudi delajo, ampak vendar fajn, če bi imeli zakonsko osnovo. A se kaj dogaja? Na ustavnem sodišču je zahteva za presojo ustavnosti tega zakona, ki mislim, da ga je vložil varuh človekovih pravic. Ja, oziroma ali pa zagovornik enakih možnosti. Enakih možnosti. Koliko časa pa je že to na ustavnem sodišču? Ja, mislim, da zdaj že kar nekaj časa. Ampak pač je. Ampak, ja. To je povezano seveda samo z možnostjo
medicinske oploditve samskih žensk, medtem ko zaenkrat pa ni še možno, recimo, da bi lahko možnost pridobitve, recimo, pravica do otroka, recimo, samskim moškim ali pa homoseksualnim moškim v paru, recimo. Ja. Zato, ker to je pa Ampak se tu spet... ne moramo niti govoriti o pravici, ne? Sej, Ja. mislim, imaš pravico pridobiti otrok. No, pač to so vse zagovorniki enakih možnosti, a ne, v bistvu je, pač to zagovarjajo tudi, ja. Ja, gre za Za surogat, ne, za surogate, ja, nadomestno. Lahko smo pa že eno upodjo To je drugo Ja. vprašanje, ja, mislim, ravno med Ampak spada med pripravami. spolne pravice, prosim, ne, tudi, ja. Ampak to vprašanje, če sem jaz prav razumela iz nekih zelo kratkih člankov na internetu, pri nas v resnici ni urejeno, oziroma se od primera do primera pravzaprav rešuje. Ja, ni. Vprašanje nadomestnega materinstva. Ja, seveda ni urejeno in tudi ne bo, z tega se zaenkrat tudi ne bodo spuščali, ne, ker je preveč komplicirano. Preveč etičnih in moralnih zadržkov je tule zdaj vse to, ne, kaj vse za sabo to potegne. So pa prisotni, mislim, so taki primeri. Ja, posamezni primeri so prisotni. In mislim, da je tisti zakon, ne, ko je bila prepoved oploditve samskih žensk, je prinesla za sabo tudi prepoved, se pravi, vnosa zarodka dveh drugih oseb, ne? O čemer se ponavadi ne govori, ker ni tako politično zanimivo, aktualno, ampak verjetno se zaradi tega zavrže tudi v Sloveniji ogromno teh zarodkov, ki bi mogoče usrečilo neplodne vsaj pare ali pa kakorkoli. Lahko, če hočeš, lahko pa tudi od tega. Evo, izvoli, ne? Hvala. Najprej bi se zahvalila vsem za medicinsko izobraževanje, potem izobraževanje zgodovine, ker tudi sama nisem bila ozaveščena o tem, kakšna velesila je bila Slovenija, in pa tudi politična borba. Moje vprašanje je že tako izvedno vprašanje. Zakaj so te pravice abortusa še zmeraj tako aktivne? Zaradi tega, ker vidimo, recimo v Ameriki se je lani poleti zgodila eno ogromno, Roe versus Wade, ki je v 50 let delovalo kot zaščita oziroma pravica do abortion. In zdaj v bistvu se vsako leto spreminja. Zakaj so te pravice še zmeraj tako politično aktivne in zakaj to ni neka ena stabilna pravica, glede na to, da imamo vse druge pravice, v bistvu ženska je bila ta zadnja, ker je bila pravica tudi volitve in tako naprej. Ampak ja, hvala za odgovor. Mislim, da bo Metka najboljša za to. Kjera bo? Metka, mislim, da bo. Sem jaz lahko probam, no? Jaz bom to povezala s tem, kar pravzaprav s pogoji, ki so pripeljali do prepovedi oziroma do državnega reguliranja prekinitve nosečnosti v začetku 19. stoletja. Ne. In to pač je, kar v teoriji pravijo, zdaj lahko rečem tudi politični zgodovinarji in zgodovinarke, to, da je pravzaprav prav biološka reprodukcija in seksualnost nekako v središču telesa in populacije. No? Če ti kontroliraš biološko reprodukcijo, tudi socialno, ki je zmeraj tudi povezana nekako s tem, v velikem delu kontroliraš populacijo. To je v osnovi, po moje, to. Drugo je pa pravzaprav vse to povezano, te konzervativne sile so seveda vse izrazito patriarhalne. Ne? In jaz ne bi rekla, mislim, da je omejevanje pravice do abortusa sam prvi korak. Se vidite, kaj dogaja se,
tudi omejevanje dostopa do kontracepcije, celo na Poljskem imamo zahteve, da Poljska odstopi od Istanbulske konvencije, bil je celo kao resen predlog, da moža oziroma moškega, ki prvič pretepe partnerko, ne bi kaznovali, ampak šele po tem, ko bi to ponavljal. Skratka, jaz se bojim, da ni čist tako, da bi bile vse druge pravice pa varne. Konec koncev se v enih delih pač populacije na tej zemlji tudi resno govori o tem, da bi bilo fajn, če bi ženske delale samo polovičen delovni čas in Za isto plačo takoj. bi vsi, ja. Skratka, mislim, da je to. Zakaj ravno pravica do abortusa? Zaradi tega, ker seveda, zadeva nekaj, na čemer se lomijo kope in kar lahko vsaka pravzaprav politična sila, ki pretendira na oblast, iz česar lahko potegne neke koristi. Ali da odpreš ta prostor, ali pa da ga zapreš, ker je zgodovinsko povezan seveda tudi z religijo, tako pomemben del neke vladajoče morale. Tako, mislim. Mogoče bi dodala samo to, da to je neko področje, se pravi ta reprodukcija, to so neke feministične, mogoče bolj ezoterične interpretacije, ki je moškim manj dostopne. Gre za neko področje, ki je moškim, da pač ta proces oploditve in rojevanja je od neke točke dalje moškim kot tistim v tej patriarhalni igri in tako nedostopen. Ženska moč. Tako da mogoče bi lahko šla interpretacija tudi o tem, zakaj ravno pač splavne to vprašanje. Če smem dodati še nekaj. Gre za splošen odnos oziroma vlogo ženske v družbi. In to je samo eno od drobcev. Tudi kot civil je od francoske revolucije naprej, ali pa občanski državljanski zakonik v Avstriji iz začetka 19. stoletja, ženska ni enakopravna z možem. Recimo v Franciji je ženska še, mislim, da v 60-ih letih je mož mogel dovolj, če se hoče ona zaposliti. Ona ne more imeti lastnega bančnega računa. V Švici so ženske v 70-ih letih na federalni ravni dobile volilno pravico, ker so nam moški dali ženskam. Ne zato, ker je to normalno. V kakšnih kantonih je to trajalo še do začetka... To je dokumentacija dober, Ja, tako da... To je globalen odnos do ženske kot take. Recimo še en tak primer, se pa tiče matere pa otroka. Mož je umrl v kanclagerju med drugo svetovno vojno. Sodišče tukaj odloča o tem, ali lahko ona, in glavnem tem to svak, ali njen brat, ali njen drug, je skrbnik teh otrok. Ne ona. Jaz bi samo še eno stvar dodala, ki je sicer Metka že omenila, ampak nobena pravica ni neodtujljiva. Pač nobena ni varna, nobena ni sigurna. In tudi, ko se nam zdi, da jo imamo, se lahko dvakrat vprašamo, če imamo res. Mi imamo delovno-pravno zakonodajo, ki naj bi ščitila delavce, ampak v bistvu je tle zelo velika generacijska razlika, torej kdo ima danes še vedno stabilne zaposlitve. Je tisti starejši od 50, Kaj pa vsi mi ostali? Mislim, a lahko, ne vem, če delaš prek SP-ja ali pa, ne vem, jaz imam pogodbo za določen čas, a lahko rečem, da sem jaz ekonomsko ali socialno varna? Ne, nisem. Mi imamo pravico do tega, da nekje bivamo, torej do bivanja, do stanovanja, a imam res, a lahko dostopam do stanovanjskega trga, jaz pogodbo za določen čas, ne? A veš? Tako da v bistvu, ko govorimo o pravicah, se je treba res zapomniti, da so bile priborjene in da čisto vsako izmed njih, če nismo pozorni, lahko izgubimo.
Jaz mislim, da so te besede odlične za zaključek te debate, ki pa se z velikim veseljem lahko neformalno nadaljuje, če ste za. In bi se na tem mestu ful lepo zahvalila Gabrieli, Ani in Metki za odlične vpoglede v vide in tudi vam za pozornost in komentarje. Hvala.